Z nami je asistentka Lina Savšek, doktor medicine, specialistka nevrologije iz Splošne bolnišnice Celje. Vprašali jih bomo o stranskih učinkih jemanja CBD-ja pri bolnikih z multiplo sklerozo. Zanimajo nas njene izkušnje. Nekateri pacienti so dosti fair in povejo, da zraven jemljajo, ampak mi nekih pomembnih stranskih učinkov ne navajajo. Zdaj, lahko bi se zgodilo, da so, recimo, če imajo THC učinkovino, tako kot sem rekla, lahko bi bili neke psihoze, neka neprijetna doživljanja in lahko neke grozave občutja in nekaj takega se pojavilo, če bi bilo to kot to v učinkovini noter. Je pa tako, pacienti malo govorijo o tem. To je ena od stvari. Zdaj, ena reč, ki bi si jo mi želeli, saj jaz, ki si jo želim, je nekaj. Jaz vem, da ljudje iščejo in se zatekajo k raznim sredstvom, pomagalom, da bi si nekako pomagali. Eno, kar si želiš kot zdravnik pa terapevt, je pa v bistvu resnicoljuben, odkrit odnos, tako da vemo, da recimo, če pacient nekaj dodatno jemlje, kar si sam kupuje, pa naj si bo to vitamin D, ki si ga sam kupi, ali naj se gre za to neke pripravke drugih vitaminov, ali pa konopljine pripravke, je zelo dobro, da vaš zdravnik to ve. Zato, ker sočasno se jemlje tudi zdravila, ki spreminjajo potek bolezni, ali pa še kakšna druga zdravila in potem nikoli ne vemo, če zasledimo neke stranske učinke, naprimer na jetra, da v bistvu pride do hepatotoksičnosti, da to zasledimo v krvi, potem je težko vedeti, katera stvar je to povzročila. Pomembno je vedeti, ali je neko zdravilo, ki ga vi dobivate za preprečevanje vnetne aktivnosti bolezni povzročilo neželeni učinek na jetra, ali bi lahko bilo to posledica tudi nekih drugih stvari, ki jih pacienti prejemajo. Tako da ta del pa se mi zdi, da pa je pomemben, ker sicer lahko žal pripišemo nekemu osnovnemu zdravilu neželen učinek, v resnici se pa v ozadju skrivajo kakšne druge zgodbe.